Evo, pa smo pri novem telesu, in sicer piramidi. Piramida je oglato geometrijsko telo, poznamo jih pa kot kake piramide iz Egipta, ne. Te so najbolj slavne, no, vsaj te jaz takoj poznam. No, druge najbolj slavne za mene so pa seveda že matematične. Zdaj, kako jo dobimo? Mogoče bi si pogledali en posnetek od GeoGebre, a ne. Da si lažje predstavljate, kako dobimo te piramide. Pa si kar poglejmo. Evo ga. Narišimo si eno piramido. Piramida je geometrijsko telo, ki ima eno osnovno ploskev in pa potem vrh. No, tule, ne vem, ali vidite, za mojo glavo si lahko kliknemo piramide. In zdaj od nas zahteva najprej, da naredimo kaj? Da narišemo osnovno ploskev. Pa dajmo, kaj bi zdaj narisali? Dajmo en štirikotnik, bom takega kolikor toliko pravilnega, bom tule po petkah šla, -5. Takle, ne. To bi teoretično mogel biti en pravokotnik. Evo ga, in zdaj imamo kaj? Imamo osnovno ploskev. Zdaj pa tule že vidite, gre en tak vršiček. In kamorkoli gremo, lahko gremo s temle gor ali dol in dobimo še vrh. Pa dajmo tule vrh piramide na petki. Takole. To je zdaj ta naša piramida. Zdaj, malo mi morate oprostiti, ker tole res redko kdaj delam s tem programom. Ne vem, zakaj, ker je drugače zelo v redu. Evo, to je zdaj, če pogledamo čisto iz vrha. Zdaj pa, če jo dam na stran, če mi ne bo ušla. Evo, takole. Se pa vidi, da so trikotniki, a ne. Še lepše bi pa videli, če bi si pogledali mrežo te piramide. Tule bom jaz dala, da bo brez barve. Upam, da barva, brez barva. Še brez, evo, barva. Še brez, evo, ne, takole, ta pa dajmo še spodnjo. Brez, evo, takole. Ne, in imamo tole našo piramido, popolnoma brez barve. Zdaj pa ji poskusimo pripisati mrežo, ne. Tako, to je zdaj njena mreža. Zdaj pa poskusimo to mrežo malo pogledati. Kaj pomeni mreža, ne? Mreža pomeni, da so vsi liki, ki sestavljajo to telo, zdaj narisani v eni ravnini. Zdaj pa poglejmo tole, a ne. Tule, če primemo za tale kanček, bi mogli zdaj se tole malo premikati gor oziroma dol, ne. In če bi zdaj tako obrnili, da se bo videlo, takle. Kake lepote. Rožica, okej. Takole, ne. In zdaj bomo mi to mrežo, evo, in ta mreža se v bistvu zapre v našo piramido. Ali pa odpre in gre navzdol, Ste videli? To je zdaj animacija piramide. Zdaj tule od vrha navzdol je višina. Če bom probala še odpreti. Tule ob strani bi šla stranska višina, spodaj ima osnovno ploskev, a ne. Osnovna ploskev je v tem našem primeru zdaj kvadrat. Okej, jaz upam, da vam je recimo ta 3D predstavitev bolj koristila od tega, da samo rišem. Je pa res, da tisti hardcore matematika mora vam biti jasna tudi, če kar tako narišemo, ne. In bomo šli zdaj nazaj, tu pa tam bomo še kak primer dali v nalogi. Ampak načeloma to je bil tak intermezzo, a ne, s piramido. Okej. Evo, pa smo nazaj. Ogledali ste si piramide. Tule sem vam pa snela še eno slikico. Kao slika piramid v Egiptu, a ne. Vidite, da sta si zelo podobne, ne? Tale bi prekrila tole, samo nimam take kapacitete, orodij, da bi vam to zdaj tule animirala. glejte, to je zdaj piramida. Če bi rekli, pobarvamo osnovno ploskev, to je tale. Potem ima okoli osnovne ploskev je osnovni rob, takole. Tule gor na vrhu je vrh, a ne.
In pa stranice, ki obdajajo stranske ploskve, so pa tele, ne. To so pa trikotniki, ne. No, in poglejmo si zdaj to malo bolj učeno matematično. Se pravi, če imamo dan večkotnik, in točka. Zunaj tega večkotnika, če tole povežemo, dobimo ravno piramido. Tole so oglišča, se pravi točke A, B, C, D in V. V kot vrh je oglišče. Stranice, ki obdajajo večkotnik, so osnovni robovi in pa tile trikotniki so stranske ploskve in povezava med vrhom in ogliščem je pa stranski rob. Stranski rob označimo s osnovno ploskev, označimo po navadi, ne vem, z A, B, C, D, s temi klasičnimi oznakami. No, potem pa tule noter je še pa ena količina, in sicer od vrha pa točno do sredine lika je razdalja, ki ji rečemo višina. Tako, se pravi, imamo vrh piramide, osnovno ploskev, eno, povežemo stranske ploskve in dobimo. Potem še pa mogoče je vredno za omeniti, to za kakšno računanje, če trikotniki, ki obdajajo piramido, so stranske ploskve, in pri trikotniku, ko računamo ploščino, ne, če se spomnite, je zelo pomembno, da imamo tudi njegovo višino. In zato, če gremo od vrha pa do stranice, takole, tako da dobimo tule pravokot, v bistvu narišemo višino tega stranskega trikotnika, temu rečemo pa stranska višina, lahko rečemo VS recimo, ne, VS ali pa V na A, kakorkoli že. Evo ga. No, in če si hočete zdaj vse to zapolniti, ni druge, kot da pogledate tole. Evo ga, to je pa še teorija. Prav fajn je, ko ni treba pisati ali pa narekovati. Vi si date pavzo, pa lahko vse tole pogledate si v miru. Se pravi, točka V, smo rekli, je vrh, večkotnik imenujemo osnovna ploskev, plašč so vsi ti trikotniki, ki sestavljajo vrhnji del piramide. Osnovni robovi so robovi, ki obdajajo osnovno ploskev, stranski robovi so daljice, ki vežejo vrh piramide z oglišči večkotnika. Višina piramide je pa razdalja med vrhom in pa osnovno ploskvijo. Pri računanju nam večkrat pride prav še tale stranska višina. Ni pa nujno, da so vse enake, a ne. Mi se bomo ponavadi pogovarjali o pokončnih piramidah, kaj več pa potem, ko si pogledamo v naslednjem videu delitev piramid. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!